Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tomca Lukežu razmišlja. Strah vladi po Benečijem po Soču, strah elektrovoda. Vsakant kaj naš tisk, a se nas zastope za ki samo slovenski tisk, nas obvešča, da tel projekt zares obstaja, a da Eles, Terna, državni vladi, a tudi Evropska unija ha prucejo narediti. Savemo tudi, da Terna in Eles, tiste podjetja, ki ga bojo zgradile, so se že menale med sabo, da bo pasu čez solarje, na Koloratu. Ki za genialna rešitev. Ko bo lepo ti gledati zgodovinska naravne bogatije, ki so tam gor, an videti, kadar obarnemo oku, visoke pilone, ki peljejo čez naše doline električno energijo. Teli piloni bojo visoki več kot 60 metrov, da se zastopemo, tole pride reč, da bojo 4 metre boj visoki kot Uran v Pizi. Škoda pa, da tele pilone jih ne zgradijo le tisti srednjeveški arhitekti, Diotisalvi ali Pisano, pač pa ljudje, ki imajo tako in sude na mesto glave. Tako v kratkem cajtu vetehnejo evropske sude, a se lepo najedo. Pa prinesejo turizmu veliko škodo, ki jo bo nemogoče postrojiti. Anta, kje je tela potreba energije v Italiji, kjer vse fabrike zaprejo, če niso že zaprle? A še, kaj ima tu v glavi Evropska unija, ki na eni strani financira projekte pruhor na Koloratu za ohraniti naravo in spomenike od Prve svetovne vojne, a na te drugi tiste, ki bojo metal gor tonelade železa. Zelo težko za zastopiti. Sigurno prva skrb tisti, ki odločajo homestele reči, nije, ko nimar blua, pomagati Beneči. Pa ko vsaka riječ tu tela se lahko izkoristi, nuca, za narediti kjek dobrega. Da se bomo skupaj s Slovenci iz Posoča borili proti tistim, ki bi htjeli uničati našo zemljo in z njo našo kulturo, brez strahu in joka. Prav tako, ako je že ratalo enkrat približno 70 let od tod. Pa se troštamo, da bo drugač kutenčast, in se na obeda med nami proda za en kupček denarja. Mora biti, da če bo tako, telkrat se tudi udobi. Drugi poljubi, drugi objemi, druge srca se zapletejo s tvojimi, druge sape ugrejejo dušico, nazaj bo cajt pobrati vse nič. Tell me why. Smo začeli v Rezi se pogovarjati o kulturnem turizmu in danes smo v Bardu, v Etnografskem muzeju, kjer se srečamo z Igorjem Černo, ki je kulturni delavec, zelo angažiran na teritoriju, poleg tudi pevec v skupini Bika Evolution in tudi v Baškem oktetu. Smo prišli tudi v muzeju Bardo, za ki bi se radi zmenali, tudi bi radi vedeli, kaj vi mislite o tem kulturnem turizmu, kako so važne korenine, kako je važna kultura tega teritorija za ga ovrednotiti. Kaj misliš ti, Igor? To je zelo važno, predvsem, ker na primer tudi v Terski dolini ali v Mediških dolinah je lepa narava, brez ljudi, brez znakov, brez sledi skupnosti, ne bi pomenil prav nič, ki bila samo lepa narava. Torej, ko obiskovalci pridejo v en prostor, naprimer želijo vedeti, kako živijo ali kako so živeli ljudje na tem teritoriju, so radovedni
In če ti jim ponudiš kaj, torej tradicionalne praznike, tradicije, in vedo, da je nekaj posebnega na teritoriju, ki je samo tam in ne v okolici ali na drugih teritorijih, pridejo in so zelo veseli, ne, da odkrijejo nekaj novega. Naprimer, tu živimo v enem prostoru, ki je daleč samo nekaj kilometrov iz glavnega mesta, ki je viden. Pa so zelo različne tradicije, različni načini življenja. Torej, tisti, ki pride in zlove, da je nekaj takega posebnega, potem tudi je bolj vesel in ve, da je v enem prostoru, ki ima eno zgodovino, ki ima eno tradicijo, ki ima ljudje, ki govorijo ali so živeli v enem posebnem načinu. Od kadar je že odprten vaš muzej in koliko ljudi sprejemata vi tukaj? Muzej recimo, da je odprt že pred potresom, ker če ne bi začeli zbirati te predmete pred potresom, ne bi bil niti muzej, mislim, ker potem potres je podrl vse in ruševine so tudi recimo pokrile vse predmete v hišah. Torej se moramo zahvaliti seveda Viljemu Černu, da je začel že pred potresom zbiranje teh starih predmetov. Mi nimamo še ene osebe, ki bi držal odprt muzej z urnikom ali v nekih dnevih. Torej je treba klicati Viljema po telefonu, ne, in potem rezervirati in tako potem smo vsi mi na razpolago, da bi predstavili našo stvarnost muzej seveda. Koliko predmetov imate in kateri so, recimo, če lahko rečemo, oddelki? Recimo, da imamo 600 približno in se moramo še enkrat zahvaliti muzeju Kromberk v Novi Gorici, ker nam je pomagal ponoviti vse te predmete, ki so bile v slabem stanju, zdaj jih vidimo, so zelo lepo narejte spet kot nove in jih lahko vidimo in mislim, da bodo ostale tu še 100 let tako za vse obiskovalce. Imate le fotografije in panoje, ki jih imate, sta jih vi naredili? Ja, smo jih mi naredili, pomagala je gorska skupnost in tudi občina Bardo s prispevki iz Zakona za slovensko manjšino. Na tiste oddelke, ki jih imamo na tableh, ki jih lahko vidite, smo dali napise, smo jih odvzeli iz knjige, ki je napisala ena prva učiteljica italijanskega jezika, ki je prišla tu v Tersko dolino po prvi svetovni vojni, potem se je zaljubila v tele kraje tudi v enega domačina in se je poročila tu, je spoznala naše navade, se je tudi naučila nareče, namesto kot drugi, ki pridejo iz drugih krajev, ne vem, misliti, da mi smo bolj reveži, mi ne veljamo nič, ker smo na drugo ulico, tako dalje. Ona je prišla in je bila prav radovedna, je odkrila tudi na en nov svet in je napisala vse to, kar je videla in vse to zgodbe, recimo, ki stari so jih pravili. Torej, mi smo dali to, kar mi se mi zdi prav značilno in posebno, recimo, ne? In kot prihajajo, Igor, če sem ljudje, ki pridejo vas obiskat tukaj v Bardo? Predvsem, recimo, je en sistem, ki ponavadi podpišejo prej Inštitut za slovensko kulturo ali pa druge osebe v okolici, potem da do številko Viljema. Pa tudi preko spletno stran, naprimer stran občine Bardo,
da vse informacije važne o teritoriju. Recimo, ne bomo govorili, kaj ni bilo narejenega za kulturni turizem v naših krajih. Ti kaj bi svetoval še za naprej? Predvsem, po mojem, je treba imeti osebje, ki bi delale na teritoriju in lepo predstavile našo kulturo, naše lepote in tako, leposti in tako dalje. Ker če nimaš osebja, niti možnosti ne priti na obiske, ker nimaš refermente, tako bi rekel. Vi za naprej, za tele muzej, kakšne programe imate? Zdaj je tudi naš muzej vključen v projekt zbirke. Tisti projekt je zelo, po mojem, pomemben. In bomo dali še, naprimer, bomo polepšali muzej s filmati, slikami in vse stvari, ki jih še imamo, ampak nismo imeli možnosti pokazati posebno. Torej, povezovanje na teritoriju vseh muzejev, ki jih imamo in ki bojo novi, ste jih rekel, zbor zbirke, in skupno delo vseh. To je absolutno zelo važno, ker narediti eno mrežo med nami, ki nismo tako močni, recimo na področju turizma. Torej, če naredimo mrežo med Slovenci, ki živijo v Sloveniji, med Slovenci, ki živijo v Italiji, seveda lahko bomo tudi mi, naši teritoriji, ki smo malo bolj na obrobju, bi rekel, bolj močni, sigurno se bomo počutili malo manj sami, ne? Dobro, hvala Igor. Hvala vam. Iz Nediških dolin. V sredo 6. novembra ob 8. zvečer Amfi Nediških dolin vabi v prostore Slovenskega kulturnega doma v Špetar na večer kratkih filmov, ki jih je Giacinto Jussa posnel za napozabih na grozovo, ki sta jo doživela Vasil Mečana in Pošta v drugi svetovni vojski. Kot vsake leto komemoracion bo v nedeljo 10. novembra zjutraj v vasi Pošta. Do 17. novembra v cerkvi Santa Maria dei Battuti v Čedadu bo odprta razstava Klaudije Race, sledi na stezi čustev. Razstava bo odprta vsak dan. In še v soboto 9. novembra kulturno društvo Pobere prireja v sodelovanju z občinom Kobarid ob 8. zvečer v domu Andreje Manfrede glasbeno-literarni recital ljubezenske poezije. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.